Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane. Z vami sva Ana Raščan in pa Domen Hren. Če se spomnite, lansko leto smo vam predstavljali krasne zgodbe, ki jih je podprla Evropska unija. Bili smo recimo v Lendavi, v Vinariumu, smo se povzpeli gor, videli vse 4 države, bili smo pri čebelarstvu Šolar, pri Laškem, bili smo v Murski Soboti, v Ekspanu, tudi v Kobarid smo šli obiskat mlekarno Planika in še veliko takšnih čudovitih zgodb smo vam predstavili. No, letos nadaljujemo to krasno zgodbo in kaj se bo dogajalo, vam predstavi Domen Hren. Zagotovo je v letošnjem letu zaradi epidemije COVID-19 ob koronavirusu vse skupaj odšlo recimo temu v drugi plan, vsaj kar se tiče predstavljanja tistih osnovnih, tistih najlepših zgodb, ki jih potem Evropska unija lahko dotičnim nudi, ko govorimo o pomoči. Tokrat bomo v tem letu, pravzaprav v tej sezoni, v prispevkih, ki si bodo sledili vse tja do meseca marca, govorili predvsem o ukrepih, ki jih je na ravni Evropske unije potem vsaka država upeljala tudi pri sebi, doma in se seveda skozi številne sektorje sprehodili do tistih dobrih zgodb, ki so nam pomagale v končni fazi tudi reševati življenja. Izbruh koronavirusa je prizadel vse države članice Evropske unije. Le-ta je zato sprejela vse potrebne ukrepe za usklajevanje z njimi. Namen teh ukrepov je zdravstvenim sistemom zagotoviti potrebne zaloge z ohranjanjem celovitosti EU notranjega trga ter proizvodnih in distribucijskih vrednostnih verig, podpreti trg dela, tako da kriza ne bo nesorazmerno prizadela prihodkov ljudi in delovnih mest ter da se preprečijo njeni trajni učinki. Namen je tudi podpreti podjetja ter zagotoviti likvidnost finančnega sektorja, da bo ta lahko še naprej financiral gospodarstvo in državam članicam omogočiti odločno in usklajeno ukrepanje z izkoriščenjem popolne prožnosti, okvirjev za državne pomoči in fiskalnega okvirja. Koronavirus ima mnogotere uničujoče učinke in pravzaprav je ni bilo sfere življenja, ki ne bi bila ob tej epidemiji podhranjena ali kakorkoli drugače prizadeta. V mesecu oktobru bomo vse skupaj začeli, zaključili pa v mesecu marcu leta 2021. Do takrat vas bomo popeljali skozi vse sfere in pokazali, kako in na kakšen način je Evropska unija seveda pomagala in pripomogla k temu, da so lahko države to epidemijo premagale lažje. Ana, katere so tiste smeri, katere so tiste smernice, ki jih bomo obrali oziroma katere sfere bomo vse osvetlili? No, osvetlili oziroma posvetili se bomo različnim temam. Pomembno je seveda gospodarstvo, zelo pomembna je kultura, sploh nam, ki delamo na televiziji, ki v kulturi imamo delovna mesta. Pomembno je šolstvo, izobraževanje, pomembno je seveda, mislim, da je najbolj pomembno zdravstvo. Najbolj pomembno je, da smo zdravi in ostajamo zdravi in da se Evropska unija temu tudi primerno posveti. In pa kmetijstvo, tudi COVID-19 je ogrozil oziroma se je dotaknil tudi v negativni smeri kmetijstva, torej kako pomaga Evropska unija, vsekakor osvetlimo to temo. In pa tudi socialo, torej delovna mesta, katera so se zaključila, nastala so verjetno tudi kakšna nova, subvencije in pa vsega ostalega se še dotaknemo vse tja do marca. Zatorej nas spremljajte, vsaki temi bomo posvetili 2 oddaji oziroma 2 prispevka. Izredni ukrepi, ki smo jih sprejeli za obvladovanje koronavirusa, učinkujejo. Upočasnili so širjenje in tako rešili na tisoče življenj. Vsi skupaj smo del ene velike družine, Evropske unije. Na ravni Evropske unije od vsega začetka razglasitve epidemije, pandemije COVID-19 potekajo sprotna usklajevanja in načrti, kako pomagati vsakemu in vsem skupaj, na ravni držav članic in na ravni vsakega posameznika. Zagotovo vam ne bo žal, če boste skupaj z nami spremljali te pozitivne zgodbe, ki jih podpira Evropska unija. Vsi se bomo iz njih marsikaj naučili in pozitivne informacije so tisto, kar predvsem v teh časih potrebujemo. In mi, in vi. Zatorej ostanite tudi v prihodnje v naši družbi. Z vami bova spet Ana Raščan in Domen Hren. Pa nasvidenje. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.